Smo v alpskem vrtu, v znamenitem Belvederju. Si pogledamo, kako izgledajo rože iz celotne Avstrije. V tem znamenitem vrtu, kjer naj bi bilo na tisoče različnih rož in rastlin. Tako nekako jo označujejo. Pa pojdimo naprej. Res je vredno videti ta vrt. Namreč iz celotne Avstrije, kot rečeno, se nahajajo tukaj različne rastline in seveda različne rože in drevesa. Skoraj neverjetno je, da v sredini tako velikega mesta, kot je Dunaj, uspevajo tako različne rastline, kot rečeno iz celotne Avstrije in tudi iz alpskih dežel. Zagotovo tudi iz Slovenije, kot nam je povedal tukajšnji vrtnar, ki skrbi za ta naravni vrt. Tukaj, na primer, ste lahko gledali, in videli, da res rastejo fige. Pojdimo naprej. To reportažo smo pripravili seveda za vse tiste, ki so ljubitelji rož in cvetja. Saj veste, kaj je to. No, pa pojdimo naprej. Treba je povedati, da je to zelo naravni vrt. Res pa je, da vrtnarji skrbijo za njegovo obnovo. In kot mi je povedal glavni vrtnar, preko 15 vrtnarjev redno skrbi za obnovo tega znamenitega alpskega vrta, ki se nahaja, kot rečeno, v znamenitem Belvederju v središču Dunaja. Da vam pokažemo nekaj res posebnih, znamenitih gorskih cvetlic. Vidite tole. Recimo tole. Vse, če boste vprašali, če jih obvladam, katere so vse, vam žal moram reči, da jih ne. A pomembno je, da vam jih pokažem in da vi tudi veste, da se sredi Dunaj nahaja tako zanimiv, poseben vrt. Upam, da veste, kaj je to. To bomo
to še jaz vem, to je sivka. Zanimivo je tudi, da je tu kar veliko različnih žuželk in seveda tista žuželka, ki je produkt celotne obnove in razmnoževanja, to je čebela. Kot rečeno, se v tem alpskem vrtu nahaja preko 10.000 različnih rož. In ena od teh je, ki mi moramo pokazati, tale. A vidite, res je zanimiva. Seveda naše znanje zopet, kot rečeno, ne seže tako daleč, da bi lahko rekli, razen v tujem jeziku, kam sodi. Morate priznati, da je to vrt, ki ga je vredno obiskati. In zdajle bomo pokazali še eno stvar. To so tako imena mini drevesa, ki jih v Sloveniji poznamo tudi pod drugim imenom, o tem drugič. Kot vidite, piše tukaj. Tukaj. Ne bomo tega storili, kar piše. Gremo naprej. Upam, da priznate, da je ta vrt res nekaj posebnega. Tu je eno od žuželk, ki jo, kot rečeno, vsi poznamo. Ne gre za kranjsko čebelo, gre pa za čebelo. Vrt ni velik, vendar je dovolj velik, da se v njem, kot rečeno, nahaja na tisoče originalnih alpskih rož, ki jih je vredno videti, če obiščete Dunaj. Za vse tiste, ki bi si to želeli, naj povemo še, da to ni drago, saj stane stopnina 4 evre in vsi vrtnarji so tukaj zelo prijazni in so pripravljeni z vami deliti različne napotke
in vam svetovati v zvezi z temi prav zanimivimi gorskimi dragulji. Da, res je lepo. No in tule bomo počasi zaključili naše predstavljanje. Alpskega vrta. Z nekaj res posebnimi rožami, to pa poznate, če hodite recimo, veste kam, na Pokluku. Da, na Poklukih je veliko tovrstnih rož in znamenitosti je. No, to je bil kratek utrinek iz Alpskega vrta, ki smo ga posneli posebej za vas. V znamenitem parku Belvedere v središču Dunaja. Pa lep pozdrav iz Alpskega vrta.